Lepo pozdravljeni in hvala, ker ste se mi pridružili. Ta teden samomasaža za spodnji del telesa, za noge in za zadnjico oziroma za glutevse z valjčkom. Ne rabite imeti ta dolgega valjčka. Najprej, da nekaj besed o tem povem. Ta dolg valjček je zelo priporočljiv za zgornji del telesa. Torej, ko delamo mobilne vaje in samomasažo za zgornji del telesa. Za spodnji del telesa boste pa kasneje videli, se včasih malo bolj priporoča ta krajši valjček. Zdaj, kakšen valjček mora biti? Najbolj se priporoča, da je gladek, torej da nima pretiranih reliefnih izboklin, ampak da je raven, zato ker tudi mišica je načeloma ravna in gladka in jo masiramo z enako strukturo. Zdaj, lahko, če imate doma reliefnega, izberite tazga, da ima minimalno reliefa, da je pač pretežno raven. Če pa pač imate res tistega s špicami, pa pač lahko izberete unga s špicami, ampak vam ne bo fajn. Tako da, good luck, lahko štartamo. Ok, štartali bomo takole, na tem položaju. Zdaj, z valjčkom se gre čez večje mišične skupine in čez osnovne gibe. Potem, ko želimo bolj specifično delati samomasažo, moramo delati samomasažo z masažno žogico, ker pride globje, ker pride do trigger pointov, ker pride do vozlov. Tukaj pa v bistvu sproščamo celo linijo. Vam bom tudi pokazala, kako pač lahko pridemo na težjo verzijo tega, ampak zdaj začnemo pri mečih. Torej, ta prva stvar, naštimamo si na meča, to nekako vsi poznamo. Zdaj, ena stvar je, da se masiramo, oziroma kar gremo čez vse, torej vse delate z mano. To bo zdaj neka celostna masaža za spodnji del telesa, tako da se masiramo skupaj. Jaz bom začela z osnovnimi načini, z osnovnimi tehnikami, potem pa v bistvu pokažemo še bolj zahtevne. Zdaj, fajn je, da se masirate po notranji strani, pol malo obrnete po zunanji strani in po sredini. Seveda se to lahko dogaja tudi hkrati, malo težje za roke, a ne. Pri samomasaži z valjčkom, žogica je malo lažja, ampak z valjčkom se pa kar matramo s telesom, a ne. Zaradi tega, ker pač moramo biti na rokah. Tako da, zdaj, kot sem imela prej, je malo lažje, ker smo malo še na nogi. In se masiramo. Ja, levo malo, recimo mene leva stran malo bolj boli, pa desno. In zdaj zamenjamo, gremo še na drugo stran, naredimo še levo nogo na enak način, gremo naprej, pa nazaj. Pa gremo na zunanjo stran, pa na notranjo. To je zdaj simpel, ne? Večina vas to ne boli, kvečjem je problem se držati z rokami, tle. Zdaj pa lahko otežimo in sicer damo noge gor, pa prekrižamo nogo. Ja, in celo težo zdaj zgornje noge damo na spodnjo. To bo zdaj spet težje, zato ker imamo obe nogi gor, ne? Ampak boste videli razliko, torej se dvignemo in se začnemo masirati. Tukaj je pa že kar precej boleče. In zdaj moramo isto iti na zunanjo stran premasirati. Tako. Pa gremo pa na notranjo stran. Vedno lahko noge vmes spreminjamo. No, tukaj pa je začeli že boleti. Pa če kje začutite, da vas ful boli, pa se lahko sedete dol, pa greste pol, tako, če si predstavljamo, da je moja noga, gremo pol čez. Torej, gremo čez vozu. Gremo levo, oziroma desno, pa levo. Ja? No, to pa je tisto, ki je kar problematično. Ja, in se potem spet lahko čez to zmasiramo. Ja, in ponovimo še na ta drugi nogi. Masiramo, pa gremo na notranjo, na zunanjo. Pa tam, kjer je pač večji problem, lahko malo zadržiš. Lahko se tudi tako, da si dol, ampak je to težje se rolati, ne. Pa greš v bistvu čez vlakno, čez, pa noter, čez, pa noter.
Ja, tukaj bi pri žogici lahko ful bolj specifično lovili trigger točke. Ok, in pauza, popustiš. Super. Zdaj, zadnje lože se ne masira. Lahko bi se, pač zdaj, če imamo to dolg valček, ampak lahko probate, ni velikega efekta, tako da se večino časa ne masira. Lahko pa, če imate kdaj muskel fiber, pa da vam paše, greste takole čez, ne. Tako da lahko to naredimo tudi na desni strani, ampak ponavadi na hamstringih ni take problematike, pa tudi težje pridemo do same mišice. Ok, zdaj gremo pa kar takoj na gluteuse, da naredimo zadnjo stran. Torej, zdaj pa vzamem valček, pa si ga dam pod zadnico. Ja, tukaj treba kar za rame je dosti težko, ampak bo lažje ratalo. To je bilo za najtežji del v bistvu za rame. Zdaj pa, če želim levo zadnico zmasirati, se usedem na levo zadnico, torej desna je v zraku, in potem levo stopalo dam na desno koleno. In zdaj se vozim čez celo zadnico. Začutim, ko pridem v bistvu do te kosti klele od stegnenice, pa ko pridem gor do vrha kolka. Tako da po tem delu vedno se lahko nagnem malo naprej, ali pa se nagnem malo nazaj. Tako je. In se vozim gor pa dol. V bistvu samo masaža z valčkom je dosti simpel, ker gremo čez mehko tkivo v dolgih gibih. Ok, in še zamenjamo na drugo stran. Težja varianta oziroma komplikacija pride, ko imamo enkrat žogico. Takrat je pa treba že točno vedeti, kje so trigger pointi, kje so narastišča, kako grejo določena vlakna, kje so kosti seveda, da se ne vozimo po kosteh. Tudi tam je pa prav že specifika, zaradi česar je pa tudi v bistvu veliko bolj efektivno, ker sproščamo trigger točke, ne, sproščamo v bistvu vozlišča. Tako, zdaj, ko smo zamenjali, ne, smo na desni zadnici samo, to je tukaj se vidi leva v zraku, desno stopalo je na levem kolenu in v bistvu se premikam iz levega kolena. Super. Ok. In sprostim. Zdaj pa se obrnemo naprej. Kar sem mislila naprej, ko sem rekla, da je dolg valček malo problematičen, zato ker ga moramo zdaj dajati na rob, a ne, pač to je predolgo in bo meni samo težji. Zdaj ta prva stvar, ki jo bomo zmasirali, je sprednja stegenska. Zaradi tega rabim imeti samo en delček, da se jaz v bistvu na njo uležem, ta drugo nogo dam pa na stran. Tukaj se vidi, a ne, in zdaj, ko se jaz uležem, jaz se zdaj vozim v bistvu po celi stegenski. No, to je pa zdaj tukaj je pa vrhunska zadeva valček, zato ker boli in naredi tisto nalogo, ko jo mora, torej da vlakna v celoti sprosti po dolžini, ta deep tissue masaž varianta, tako da to pa kar izkoriščite, ker je to super. Tako da zdaj se moramo valjda spet sprehajati po komolcih, oziroma se nagibati preko. Ja, in tukaj lahko isto, celo telo je treba zdaj malo zamakniti, levo pa desno, ne, tako da malo greš na desno stran, zaradi tega, ker vse stegenska mišica je 4-glava mišica in ima 4 vlakna v bistvu, ne. Tako da imamo ena vlakna gre po zunanji strani, ne čisto po stranski strani, ampak po zunanji strani, sprednje strani. Ena gre pa po notranji strani, oziroma po notranji strani, sprednje strani. Kaj je na stranskih stranih, je druga stvar. No, to je zdaj boleče. Zdaj so lahko kletenke boleče, zadržiš, pa se probaš nagibati preko malo levo, pa malo desno. Vse narediš, da si pač pomagaš, telo nekako pripraviš k temu, da si pomagaš, da se lahko zibaš. Ok, zdaj bomo najprej naredili to celo nogo, pa gremo pa na naslednjo. Oziroma vsaj v določeni meri.
Zdaj pa stegnemo levo nogo, valček damo pa takole. In zdaj se uležemo na valček, tako da bi spali, v bistvu pa bi hoteli objemati. Naravno smo in se bomo samo vozili v bistvu v stran, pa nazaj do kolena. Ja, zdaj masiramo aduktorje. Za aduktorje. Ja, in ponavadi je problematika, vsaj pri meni trenutna, ker tudi nisem vedela, da jo imam, tole. Torej, noter je včasih problematika, oziroma pogosto bo pri aduktorjih noter. Bližji kasi, medenici, tukaj več tenzije bo. In tukaj se reče ta dimle, oziroma groin po angliško, in tukaj so velikrat poškodbe. Torej, ko boli v dimlah, je velikrat ta del. Ali natrgan, ali strgan. Tako da ja, to si pol kar na veliko in na dolgo zmasiramo. Super. Okej. Zdaj gremo pa kar na drugo stran, pa bomo pol zadnjo vajo za samo masažo naredili posebej. Okay? Tako da zdaj spet na vse 4. Se spustiš naravnost in se voziš. Ja, pa treba se zavedati, da ena noga je vedno huj kot ta druga. Tudi, da je treba vedno obe narediti, to je ena stvar. Pa druga stvar je, da pač nikoli ne posplošujemo, kao če ena v redu je pol tudi ta druga, ali pa če z eno ni nič narobe, je pol tudi ta druga. Z drugo ni nič narobe, to načeloma pač ni res, ne. No, in zdaj recimo, jaz sem tukaj najdla eno prav posebno točko in potem jaz se lahko čez to točko specifično peljem zelo, zelo počasi. Ja, in tudi čez to točko, tam, kar najbolj boli, se jaz lahko zasukam. In bolj vse preskoči. Ja, tako da pejte previdno v to, ne zdaj kar na to, da se drgnete gor pa dol, ampak pejte previdno, pa lahko več teže date na roke. Več teže date na roke, zato da pač nimate vse na noge, ne. Ampak probajte vedno ločeno masirati noge, ne. Ne, da sta obe nogi na valčku, seveda se tudi pač to da, ampak nima toliko efekta. In če se že masirate, se dajte pač ločeno. Super je valček, samo masaža, tudi za ogrevanje, če greste laufat. Da se tam samo takole greste večkrat čez, top, res vrhunska zadeva. Sploh za kakšne tudi regenerativne dneve, torej recimo, če ste pridni in trenirate 5 do 6 na teden, tisti dan, 1, 2, ko imate enkrat lahko pauzo, enkrat pa izkoriste za samo masažo, za stretch, za mobility. V glavnem, da imate v bistvu aktivno regeneracijo, se temu reče. Okej, zdaj pa gremo spet na stran. Jaz stegnem nogo, valček dam ob sebe in nogo in se vozim. Zdaj, kako najbolj se vidi, ampak pač vemo, kaj delamo, ker sem najprej naredila na uno stran. Valček je vzporedno z mano in moja noga je čez. In se masiram po stranskem delu, po notranji strani stegna. No, tukaj imam recimo tudi problem. Tako da to je fajn, ne, te valčki. Ko pa tudi mislite, če mislite, da nimate težav, ali pa mislite, nekaj me glava boli, pa vrat me zateguje. Včasih zna biti povezan vse skupaj s fascijami, včasih zna vse izvirati iz stopal, iz nog. Tako da izkoriste to samo masažo, ki jo lahko delate doma, ker velikokrat pomaga tudi pri takih stvareh. Ali pa rečete, me boli rama, me boli hrbet, včasih je zategnjenost mišic. In na povrh vsega zategnenost fascij in se sile narobe prenašajo po telesu. In pride do takih stvari, ne. No, jaz sem zdaj majčkeno predihala. Vi kar ostanete z mano in se po svoje masirate.
Ok. Super, se dvignemo nazaj gor. Zdaj pa valček spet postavimo takole. Gremo spet na desno nogo, ampak jaz grem na levo zdaj, zaradi tega, ker da sem proti vam obrnjena. Sem pa zamenjala, ali pa če grem takole. Čez pa čez. Ok, zdaj sem na desni. Na desno nogo je zdaj moja desna, to je moja ta prva, ta prvo sem zmasirala desno in zdaj grem na desno ta prvo, torej se z desno stranjo noge usedem gor na valček, ja, in bojo se dam na komolc in nogo, ta frej nogo, ta zgornjo nogo dam takole pred sebe, ja, in se vozim. Vozim se pa, tlele čisto do vrha, ko pridem je kost, tako da če se bom zapeljala po njej, znam mogoče majčkeno začutiti, tak čuden občutek je mravljinčast, tako da res čist tle že na vrhu, oziroma pač tle prije steglenica, imamo kost, zdaj pa se vozim gor pa dol, od kolena do te kosti. Mislim, lahko bi šla, lahko gremo, ker je to mehko, gremo komot čez. Ampak pač, ampak tle smo že na gluteusu, to smo pa že v bistvu masirali. Tako da čez to kost načeloma ne gremo, pa čuti se kost. Nekaj je mehko tkivo, nekaj je pa trdo. No, in se zdaj vozim. Sprednja noga je čisto vseeno, lahko je tudi tle zaradi mene, pa zdaj čisto vseeno. Važno, da smo mi zdaj na stranskem delu te noge. Lahko gremo tle tudi majčkeno na sprednjega, torej zato, ker največ tenzije v nogah se zgodi lih med tem stranskim delom, ki je v bistvu iliotibialni trakt, se reče, in v bistvu med tem pa med kvadricepsom, torej med štiriglavo mišico. Tukaj je včasih največ tenzije, tako da mi probamo to zdaj zmasirati. In če smo čisto na strani, se masiraš, pa se pa nagneš majčkeno naprej, pa začutiš, dobesedno se čuti, ki je ta linija, ki se ena stvar začne, pa ena neha. Ja, zdaj sprednjo nogo je čisto vseeno, ki jo imate, važno samo, da imate celo težo na nogi, na nogi, ki se masira. Bravo. Ok. In zamenjamo. Zdaj še nekaj moram poudariti, da jaz grem dosti hitro čez to, Zdaj, če ima kdo kakšne težave, da ga boli res kakšna noga ali pa da čuti bolečine, ostanite gor 10-15 minut. Ja, masirite se 10-15 minut. Po eni in isti, sicer boste imeli muskelfiber, tudi od tega se pač dobi muskelfiber, zamenjamo. Tudi od tega se dobi muskelfiber, definitivno. Ampak vam bo pomagali, ker bo sprostili, ker je dejansko ta neka celostna deep tissue varianta. Tako da, komot ste daj časa, komot si izberete specifično, torej recimo sprednje stegenske, velikrat bolijo kolena velikrat bolijo, včasih je vnetje, to ne pretiravajte pri vnetju z valčkanjem, zelo nežno. Ampak včasih znajo biti kolena preobremenjena, ker so v bistvu, ker je v bistvu, kako se reče, asimetrija moči v stegenski mišici in v nožnih mišicah nasploh, v stegnu, in so ena vlakna močnejša kakor ta druga. In potem je rata koleno preobremenjeno, ker ga eno vlakno vleče malo bolj na ven, eno vlakno ga mogoče vleče malo bolj na noter in tako dalje. Tako da včasih zna, vsaj za tisto nek začetno fazo, zna valček pripomoriti temu. Hkrati pa lahko valček deluje kot preventiva, da ne pride do teh asimetrij, ampak da so v bistvu vse mišice lepo sproščene, delajo v svojih linijah in posledično se lepo obremenjujejo med vadbami, med hojo, med življenjem nasploh. Tako da pol pride do manj takih problematik. Ampak valček pomaga iz večjih vidikov. Torej kot neka podpora, regeneracija, kot rehab in pa kot preventiva. Tako da to kar izkoriščajte, če imate doma. Tole je vrhunska zadeva. Še malo povaljamo. Ta recimo zame
kada ni nič, ne. Mislim, meni zelo paše, ampak nobene neke hude problematike, medtem ko se spomnimo, kako je bila moja desna problematična. Super, ok, in se počasi pobereš. To je to, tak simpel, hiter, predvsem osnoven in predvsem celosten, ker that's about it, kar se tiče masaže, samo masaže nog. Neke tople vode z valčkom ne odkrivamo. Tako da želim vam, da to čim večkrat ponovite. Iskreno vam želim, da si čim večkrat čas vzamete za tako stvar. In upam, da ste se nekaj naučili danes iz te vadbe, da vsaj približno razumete point valčka in pač kaj vam lahko da, kako vam lahko koristi. Tako da ja, najlepša hvala, ker ste bili z mano in se vidimo na naslednji.